Pozdravljeni v oddaji Rojaki. Najprej se bomo odpravili v daljno Argentino, v Mendozo, kjer že 73 let deluje Društvo Slovencev Mendoza. Tokrat so pripravili prvo vseslovensko srečanje in 7. martinovanje. Tridnevno srečanje se je začelo izjemno slovesno na tamkajšnjem osrednjem trgu Independencija, kjer so fontano osvetlili v barvah slovenske in argentinske zastave, zaigrali himni. Prisotni pa so lahko slišali in poplesavali na zvoke slovenske glasbe. Slavje se je lahko nadaljevalo v tamkajšnjem gledališču na osrednjem kulturnem dogodku. Številni slovenski plesni in glasbeni sestavi so pripravili bogat program, ki je dal slutiti, da se bo tudi v prihodnjih dneh dogajalo veliko zanimivih reči. Vseslovensko srečanje je nastalo na pobudo slovenskega veleposlanika in o pomoči Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Slovensko-argentinske gospodarske zbornice in častnim konzulom Republike Slovenije v Mendozi. Jaz sem prišel v Argentino septembra 2019 in novembra sem prvič obiskal slovensko skupnost, slovenski dom častnega konzula tukaj v Mendozi in takrat sem videl, že takrat je bilo ogromno ljudi iz province Buenos Aires, In sem rekel častnemu konzulu, pa tudi predsedniku društva, zakaj ne bi mi naredili to mogoče malo večje, pa bi povabili iz cele Argentine najbolj, In so rekli, to bi bila zelo dobra ideja in smo rekli, 2021 bomo to naredili. Kaj se je zgodila? Pandemija. Kljub temu smo komunicirali 2 leti, kaj bomo delali in potem smo se še z bivšo ministrico za Slovence pogovarjali, kaj pa če bi naredili vse slovensko srečanje in smo dobili takrat podporo urada, oni so bili tukaj za in tako se je rodila ta ideja, se pravi na trikotniku našega veleposlaništva in pa slovenskega društva, tukaj častnega konzula in medtem smo ustanovili pa še Slovensko-argentinsko gospodarsko zbornico in oni so nam dali takoj podporo, se pravi, mogoče je moja ideja oziroma naša skupna ideja in potem so se vsi, ker smo jim predstavili to idejo, so rekli, odlična ideja. V začetku smo bili mogoče malo pesimistični, ali nam bo uspelo ali ne, ampak kar smo videli v teh 4 dneh, jaz mislim, je en velik uspeh in sem že rekel mojim kolegom tukaj, jutri počivite, potem začnemo delati že za naslednjo leto, se pravi za leto 2023. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je prvo vseslovensko srečanje in 7. martinovanje izbral za svojo prvo pot med Slovence po svetu. Ja, ideja je absolutno nastala tukaj, doma, na veleposlaništvu, skupaj z društvi v Mendozi in v Buenos Airesu, se pravi tudi na gospodarskem delu in kulturnem delu in mi smo seveda to idejo z veseljem podprli in jo tudi pomagali pri sami izvedbi in realizaciji. Pogovori so bili sicer kratki, spoznavni, hkrati me je zelo bilo pozitivno, kako sprejemajo našo skupnost, ki živi tukaj v Mendozi, jo tudi podpirajo, so tudi prispevali organizacijsko in finančno pri sami izvedbi tega vseslovenskega srečanja in ne nazadnje pa se mi zdi pomembno, da lahko tudi z občino ali provinco iščemo neke skupne točke z občinami v Sloveniji in najdemo možnosti krepitve nekega sodelovanja. Pa izbral sem Argentino predvsem zato, ker je že samo srečanje prvo vseslovensko srečanje in se mi zdi dati nek pečat takemu dogodku, kjer so Slovenci povezani iz različnih držav, zelo pomembno in smo tu dejansko doživeli tudi res izjemen sprejem in tudi zahvalo vseh Slovencev, ki so prišli. V bogatem kulturnem programu v mendoškem gledališču so nastopili člani mendoškega pevskega zbora, otroci šole Antona Martina Slomška, slovenski mendoški oktet in škrjančki. Predstavila se je domača folklorna skupina Mendoški nageljni.
Sledili so nastopi folklorne skupine Mladika našega doma San Justo iz Buenos Airesa in slovenski ansambl Lunca. Ja, smo hoteli pokazati, kaj smo tudi Slovenci v Mendozi in smo organizirali skupaj s veleposlaništvom prvi vseslovensko srečanje. Mendoza kot Slovenija ima tudi kvalitetna vrhunska vina, tukaj je vinska dežela, tako da na kakšen način to smo tudi navajeni, sam ne zdaj novembra, ampak marca meseca, takrat, ko imamo mi trgatev, zdaj pa smo to naredili 6 mesecev nadaljene, pa prav na slovenski način. Encoj bo kulturni večer, se bojo predstavili 5 skupin iz Mendoze, nam obiščejo iz Buenos Airesa skupina, folklorna skupina Mladika iz Slovenije, ansambl Lunca. Jutri bo zvečer, popoldne bo ena trgovska zbornica, zvečer bo ena degustacija slovenskih vin in mendoških vin, pol pa bo ena zakuska, tako prijateljska zakuska. V soboto gremo v vinarno Donja Paula, tam bomo tudi malo poznali te vinarne, kako se vin tukaj dela, kakšne razlike imamo, ne? Pol bomo šli obiskati to, bomo degustirali te vine iz Donja Paule, pa bomo jedli tak tipični asado Argentinc, ne? To morate videti. 6. dan, kot se za martinovanje spodobi, pa so pripravili degustacijo argentinskih in slovenskih vin. Med vidnimi argentinskimi enologi je tudi Slovenec. Malbec je naš glavna sorta grozdje in tudi smo pili, smo degustirali kraški teran iz Štoka, vina Štoka. Meni se zdi, da Slovenci so bolj za kraški teran in na belo vino so pa na Argentinci stran. Teda je bilo 1:1. Jaz se spomnim, prvikrat, ker sem bil na vinograde v Sloveniji, jaz sem vprašal, kot smo mi navajeni po hektarov, koliko hektarov tega sorta, koliko hektarov tista, pa tem so mi rekli, ne, mi tukaj štejemo trte, ne hektarov. Argentinsko vino in slovensko vino imajo svojo identiteto, vsaka. In zame slovensko in argentinsko vino so vrhunsko. Je ljubezen za Slovenijo. Kri, slovenska kri. To je. To nam zaradi tega smo veliko profesionalno naredili vse te stvari, ampak ljubezen za Slovenijo. Ja. Prvo vseslovensko srečanje je bilo namenjeno vinskemu turizmu. Pogled na mogočne Ande, argentinski plesi in slovenska glasba ter prijetno druženje v objemu že precej vročih sončnih žarkov. Obisk vinske kleti Dona Paula, tradicionalni argentinski asado. Ja, to je krava cela, je vlagala 500 kg živa, brez čreve 380 kg. Smo začeli kuhati 2 zjutraj, tako je, da 12 ur se je kuhala. Lahko hranimo 200 ljudi iz to kravo. Povejte mi, imate posebno baretko na glavi. To zraven spada? Ja, to je tradicionalna, da ta gaučo Argentinc
lahko me to vojna ali kobuk. Tukaj imamo en master, je Lojze Pijan. On tukaj je, mi pomagamo onga. On ve, to naredi že kukar 30 let. Mi tukaj pridemo pomagati. Jaz, da je drugi krat, ki naredim ta sistem, da se kuha tako na krava. Sončno jutro, v Mendozo prihaja poletje. V tamkajšnjo stolnico pa slovenski verniki, kjer je daroval mašo ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci zadolžen za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tukaj je bilo izredno prisrčno srečanje v stolnici sveta Maša. Veliko ljudi se je udeležilo te svete Maše. Čudovito so prepevali domač zbor, potem oktet z Mendoze. Sodelovanje je bilo izredno lepo. Pravijo, da zdaj, ko je ta pandemija bila, nas nekaj časa se niso zbirali in so se kar malo oddaljili drug od drugega. To pa je pravzaprav to vse slovensko srečanje pri Maši in potem martinovanje vse te dneve, je pa nekaj, kar je slovensko skupnost, ne samo v Mendozi, tudi iz Kanade so prišli, potem vseh skupnosti Argentine, Brazilije, Urugvaja, od drugod, povezalo res v eno lepo skupnost in ugotovili smo, kako lepo je, da smo skupaj, da se družimo in pri Maši smo se Bogu zahvalili za vse Slovence po svetu, vse smo vključili molitve in predvsem prosili, da bi za eno korajžo, z veseljem, upanjem, medsebojni povezanosti gledali tudi prihodnost. V Mendozi naj bi bilo okoli 400 Slovencev in njihovih potomcev. Prav vsak je pri organizaciji prispeval svoj del, da je 4-dnevna prireditev izjemno uspela. Ponosni nase, na svoj jezik, kulturo in da tam spodaj, s tem, kar jim je bilo položeno v zibko, vztrajajo že več kot 70 let. Sem sodeloval, da je to izpadlo, kakor do sedaj, 4. dne, se mi zdi, da je vse, kakor smo imeli predvideno. In upam, da bo tudi tako končalo, ker prejeti Slovence iz vsega sveta, to je res za nas bilo ena izredna prireditev, izredno srečanje, v katerem se moramo pogovarjati v vseh jezikih in ne obvladamo vse jeziki vsi, ampak vsi skupaj se pa lahko domenimo in pogovorimo. Ta srečanje je res pozitiven za slovenstvo na celem svetu. Vseslovenskega srečanja in martinovanja so se udeležili tudi Slovenci iz Brazilije, Urugvaja, Čila in Kanade. Od 1973. leta, 1973. Zakaj ste se odločili tega leta oditi v Kanado? To je bilo pa tako. Veste, ko pride ta mlada hiš, mora to drugi ven, ne? Ampak doma ni bilo tako, zdaj bom šel po mestu, pa bom stanovanje kupil. Ni bilo nikjer nič. Potem je pa brat rekel, pa pridi k meni v Kanado. In sem prišla in sem se potem poročila, seveda. Imam 4 otroke, vdova že 20 let. Delujem v slovenski skupnosti, pojem na koru, pa kaj še. Ja, igralsko skupino imamo, ampak zdaj nekoliko počivamo. Koliko časa ste že v Kanadi? 55 let. Prišel sem kot 16 let. Oba. Kako vam je uspelo po teh 55 letih, da tako lepo govorite slovensko? Ja, jaz sem že 16 let, sem bil naučen v Sloveniji, slovenščino. Sem bil tam rojen. To že, ampak mnogi pa tudi pozabijo na jezik. Ne, nikoli ne pozabi človek jezika. Ime mi je Kati Peponak, prihajam iz Toronto, Kanada, jaz sem bila rojena v Toronto. Starši so se srečali v Toronto. Oni so prišli po vojni, druga svetovna vojna, mama leto 48, ona je doma blizu Ribnica, Dolenje Lazi, dio če Dolenje Lazi bojo slišali video, videli, pa ati pa je bil rojen na Štajerska, mehen vasica Šavna Peč, če veste, blizu Hrastnik, pa Celje, gor v hribih tam. Starši doma
smo se naučili slovensko, smo šli slovensko šolo, 5 let sem bila in večkrat sem že bila nazaj na obisk. Poročena sem ne s Slovencem, Kanačan Slovencem, ampak Angliš Slovenc, Angliš Kanačan, ampak on to kultura tako se uživa, da smo ga adoptirali. Moji starši so bili izgnani iz Slovenije, so bili v lagerju v Avstriji, tam sem se rodila in potem po 6 let smo mogli eno drugo domovino iskati in tako skozi Rdečega križa smo prišli začeli. In moram reči, da sem zelo srečna v Čile. Kot sem bila otrok, niso bile barve, ni bilo lepo. Ampak jaz sem rekla, mi moramo drugo življenje najti in tisto življenje mora imeti barve. In tako da sem rekla, moji fragmenti bojo v barvah in to je moj mozaik. Prijetno razpoloženje mnogih Slovencev od blizu in daleč. Nova prijateljstva in tudi nove poslovne vizije, a v njih v naši prihodnji oddaji. In še priznanja najprizadevnejšim organizatorjem in članom Slovenskega društva Mendoza. Spominjamo se slikarja, fotografa in pesnika Vena Pilona. V primerjavi z življenji večine drugih slovenskih